Dobro jutro, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Midve sva nazaj z najnimi ponedeljkovimi live, v katerih odgovarjava na vaše vprašanje glede naravnega zdravja in zdravljenja. Se pa danes pojavljava na drugem delu Facebooka zaradi tehničnih težav, ker naju ni pustil objav tega videa na strani, kjer so ponavadi, ampak gremo naprej. Tako da tukaj sva z malo improvizacije in malo zamude. Tako da, kot ponavadi, so tukaj z vami Alja Podgornik in Neja Zupan. Obe imava precej let izkušenj z naravnim zdravjem, zdravljenjem, obe sva same šle čez marsikatere izkušnje, pozdravile stvari, ki jih po konvencionalnem pristopu ne bi smele biti zmožne pozdraviti in z vami deliva najine izkušnje. Preden začnemo današnjo temo, ki bo super in ful zanimiva in zelo koristna, bi jaz še rada povedala to, da tale ponedeljek in naslednji ponedeljek sta zadnja dva live-a, ki jih z Nejo tukaj na Facebooku delava. Ker sva se odločile, da bova, zdaj sva, to počneva že kakšno leto, ogromno materijala je na YouTubeu, ogromno s tem sva obdelale in zdaj imava željo iti mičken globlje, da vam dava določene stvari, ki so še bolj oprijemljive, določene vaje, recepte, da vas res naučiva, kako vse te stvari inkorporirati, po majhnih korakih in bova zaradi tega z naslednjim tednom začela najin Patreon account, se pravi Patreon portal, o tem bova več povedala še naslednji teden, ampak to bo v bistvu, kjer boste imeli možnost nama slediti za zelo majhno mesečno ceno in boste tam dobili ogromno informacij, ki jih lahko inkorporirate v vsakodnevno življenje. Tako da to bi vam še rada povedala, preden začneva z današnjim srečanjem. Naslednji teden vam bova pa posredovali še veliko več informacij in boste lahko se dejansko za to tudi že prijavili. Ok, današnja tema pa je zdravje kot investicija vase. In jaz bom kar takoj Neji predala, da se spustiva v to temo, ki je izjemno relevantna in zelo pomembna za vsakega, ki je zainteresiran, da pozdravi svoje težave. Hvala, Alja. Ja, zelo zanimiva tema. Jaz sem bila nekaj časa v tujini in sem imela majčkeno več časa za razmišljanje in taka zelo zanimivo sem se prispodobo spomnila. Ne postaviti kočijo pred konja. Se pravi, če imamo kočijo pred konjem postavljeno, ne bomo se nikamor premaknili. Vedno je najprej potrebno imeti konja, potem bo pa kočija, potem bo pa ta konj lahko kočijo vlekel. Kaj pomeni pa zdaj konj? Konj pomeni pa zdravje. Če mi nimamo zdravja, potem ne more čisto nič v življenju špilati. Ne moramo imeti, ne moramo uresničiti tistega, kar si želimo, ne moramo privlačiti denarja, ne moramo imeti dobrih odnosov, uspeha, nič, če ni zdravja. Ker ko imaš zdravje, sevaš to energijo in potem se ta zdravje širi še na druga področja. Da sem se še eno prispodobo spomnila, recimo, ko zdravniki dajo, imaš nekaj s komolcem, pa morajo operacijo narediti, pa ti dajo injekcijo. Ja, ni samo tale del umrtvičen, ki ga morajo operirati, ampak je v bistvu vse, precejšen del umrtvičijo. In na enak način je to, če nimamo zdravja, potem je tako, kakor da so vsi deli nas omrtvičeni. In je treba te dele zbuditi, tako da zbudimo to zdravilno vibracijo v sebi. No, in jaz, ko gledam moje življenje nazaj, velikokrat rečem, jaz bi lahko imela svojo hišo. Jaz živim v hiši mojega očeta, sicer imam zgornje nadstropje imam narejeno, ampak lahko bi imela svojo zemljo, svojo hišo, ampak nimam. Zakaj? Zato, ker sem konja ta prvi spredaj postavila. Ta prvi sem postavila svoje zdravje. Saj, kdor
naj jo zdaj že toliko časa spremljal, tako kot je Alja rekla, to sta zadnja 2 live tukaj na Facebooku, potem gremo na drugo platformo, v drugo okolje, kjer se bodo te stvari dogajale, malo bolj poglobljeno. No, in kdor je spremljal, ve, da sem jaz imela res ogromno težav. Od depresij, zaprtosti, kožnih obolenj, alergij takih, da so me na injekcije vozili. In na koncu seveda sem imela pa še raka. No, vse to sem pozdravila. Jaz sem bila pripravljena investirati v to, da sem prvič dobila znanje, zato, da sem nekomu, da me je nekdo peljal skozi proces, kako poskrbeti za sebe, da mi čist fizično pokazal, kako to narediti, ker jaz se doma pač tega nisem naučila, da pustimo to šolo, ko mi velikokrat rečejo, zakaj v šoli te to naučila? V šoli nimajo interesa, v šoli učijo zato, da vi podpirate sistem, zato, da opravljate poklic. In ne zato, da izpolnite svoje poslanstvo. In zato sem bila jaz pripravljena investirati, zato, da sem se tehnike naučila in zato, da sem bila s tistimi ljudmi, ki so to znali, da sem se jaz neposredno učila, kaj jesti, kako razmišljati, kako s čustvi upravljati, kako energije dvigovati, in kako se povezati z duhovnim nivojem. No, in šele takrat, mislim, ko to integriramo, pride tudi drugačen način življenja. In zdaj se spomnim, recimo, zdajle sem bila na Sardiniji, in so zadnji teden so prišle k meni 3 moje študentke. No, in na koncu vsi smo se neznansko režali, peli smo skozi in ne samo to, tudi od drugih, izgleda se je taka vibracija ustvarila, da so tudi drugi začeli to energijo čutiti in mi začeli pošiljati, kako pojejo te pesmice. Tako da, kot sem rekla, jaz sem bila pripravljena investirati čas, denar in energijo. Se pravi, vse to troje, zato da sem dobila znanje, veščine, tehnike, način razmišljanja, upravljanja s čustvi in povezavo z duhovnim nivojem. Tako da je res tisti pregovor, malo denarja, malo muzike. Koliko smo mi resnično pripravljeni, pa ne, jaz ne bom rekla, da je ta pregovor samo o denarju govori, da se nekdo slučajno zataknil, tebi lahko, ko imaš denara. No, tudi o denarju povem, mojo zgodbo, ki jo tako zelo redko slišite. Jaz sem bila rojena v podstrešno sobico. Moja 2 starša sta živela v podstrešni sobici, kjer smo imeli 2 prostora. Ker sem rojena decembra, je bilo takrat zelo mrzlo. In ta podstrešna sobica, to ni bilo nič izoliran, tako kot so danes recimo podstrešna stanovanja vsa izolirana, pa da je toplo noter. Ne. Jaz sem spala s parimi kovtri, z rokavicami, s kapo, že kot dojenčica. Se pravi, sem se rodila, če tako rečemo, materialno veliko revščino. No, in potem sta starša seveda gradila hišo in sta vse, kar sta imela, sta vlagala v hišo. In spet ni bilo denarja. Se pravi, mi smo živeli na krompirju, na mleku, na kruhu,
take stvari smo imeli. No, potem, ko smo se vselili v hišo, se je rodila moja sestra. No, in je bilo spet malo manj. Mislim, malo manj. Pač ni bilo, ko smo imeli nekaj svojega, ampak ni bilo nekaj več. Ne? Se pravi, smo še skozi bili tista materialna revščina. Ne? No, in pri 7 letih sem jaz začela pobirati krompir, slive in jabolka. Zato, da sem doprinesla k naših proračunu naše družine. Pri 14 letih sem jaz začela delati vse počitnice v proizvodnih firmah. Zato, da sem zaslužila, zato, da sem lahko plačala šolske potrebščine, pa tale vozno karto, avtobusno karto. No, pri svojih 16 letih sem pa že začela delati tudi ob šoli. Recimo, takrat sem raznašala časopis, jaz sem ob 4 zjutraj vstala, zato da sem do 6:30 znosila časopis, sem se preoblekla in 15:07 sem bila jaz v šoli. No, tako da boste vedeli, da to, ker vi meni skažete, ja, tebi je lahko, ko imaš toliko denarja, ne. Ja, ne, jaz sem bila pripravljena delovati. Se pravi, vsak se mora pri sebi vprašati, kaj sem jaz resnično pripravljen narediti, zato da se nekaj spremeni. Lahko je to seveda v denarju, lahko v energijah in v času. Jaz sem recimo velikokrat, tako je prišel k meni na terapijo, pa rekel, ja, nimam denarja, mi lahko pomagaš. Ok, pomagam. Potem pa enkrat sem test naredila. Sem rekla dami, ok, bom pomagala, dam brezplačno, se pravi, finančno nič, ampak vsak dan na Šmarjetno peš in iz Šmarjetne prinesti en kamenček pa fotografijo. Kolikokrat misliš, da je ta oseba prišla k meni na tretma? Prvič, zadnjič in nikoli več. Se pravi, nič denarja, ampak koliko investicije energije in časa, zato da se nekaj spremeni. Tako da dobimo vedno tisto, kar smo mi pripravljeni dati. In je tudi ta pregovor, kdor daje, dobiva. In razmisliti, ne iskati, ne vem, kdo ti bo, ne vem, kjer zdravnik, kjer terapevt, država, kdo ti bo nekaj dal. Ne, moraš biti najprej pripravljen, da sam narediš nekaj. Pa spet pregovor, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Jaz vidim, da zelo veliko ljudi še vedno pričakuje, kaj bo država za tebe naredila. Država ne bo za tebe naredila nič, ker ti delaš za državo. Ker ti si usposobljen, ti imaš poklic za to, da delaš za državo in ne pričakuj, da bo država nekaj naredila za tebe. Pa imam pa ta velikokrat. Ja, grem rajš k zdravniku, tam dobim brezplačno. Nič ni brezplačno, to ti povem. Nič. Pač glede na to, da sem samostojno zaposlena, jaz vem, da vsak mesec dajem v državno blagajno 450 evrov od minimalne plače. Kar pomeni, če zdaj majčkeno razdelimo, je 200 evrov vsak mesec za zdravstveno zavarovanje. To pomeni v enem letu 200 krat 12.
Pol pa še treba zraven to dopolnilno zavarovanje računati, pa če zaokrožim, je to 250 na mesec krat 12. Koliko je to 250 krat 10, 2500, 3000 evrov približno. No, zdaj sem malo tako na oko, sem zračunala, približno 3000 evrov na mesec ti daš za to, da kaj dobiš, je včasih prav čist nič. In vse moje prednice, vse, mamica, moje tete, moja stara mama, vse so dobile farmacevtske produkte in vse so umrle. Jaz sem pa prva, ki sem rekla farmacevtskim produktom ne, in tudi prva, ki sem se ozdravila. Sam razlika med njimi pa med menoj je dejansko investicija časa, denarja in energije v to, da jaz spoznam, kako jaz delujem, kako, katere energije me napolnjujejo, kaj je moje poslanstvo v življenju, kaj je tisto, kar res želim delati, kaj je tisto, kar žarim zraven, ko delam. Tako da jaz vsem vam, ki zdaj to poslušate, želim, da razmislite o investiciji v svoje zdravje. Investicija v času, denarju in energiji. No, pa predajam še naši Alji. Jaz mislim, da je zelo simpel in da je Neja večino stvari že povedala, tako da jaz bi samo zaokrožila vse to s tem, da vi morate sami pogledati svoje življenje, svoje zdravje in presoditi, a ste tam, kjer želite biti. Če je odgovor ja, super, lahko naprej počnete iste stvari, ki ste jih počeli do zdaj. Če je odgovor ne, potem vas sistem, v katerem ste do zdaj bili, stvari, ki so vas naučili, prepričanje, ki jih imate, navade, ki jih imate, energije, v katerih se vrtite, ali so to odnosi, ali so to poročila, novice, muzika, vse to vas ne podpirajo pri tem, da vi izpolnite svoje poslanstvo in da imate možnost dostopa do zdravja, kot si ga želite. Mislim, da vsak mu kamičkam pogleda okoli sebe, gotovo vsi, ki naj jo spremljate, ste opazili, da kot se stvari vrtijo danes na svetu, trenutno še, stvari se spreminjajo, ampak trenutno še, pa sistem ne podpira pri tem, da vi postanete najvišja verzija samega sebe. To je dejstvo. Šole so še vedno zastavljene, da vas za tovarniške delavce izobražujejo praktično. Vaše zdravje vas učijo, da ste odvisni od nekoga drugega. Nihče ne dela na tem, da vas opolnomoči in da vam da sredstva, da lahko sami upravljate s svojim življenjem. Tukaj pridemo do potem resnice, ki marsikomu ni všeč, ampak to, da morate sami najti sredstva, čas, energijo, da v te stvari vlagate. Ni preproste poti. Noben vam ne bo tega na krožniku prinesel, ker trenutno še tistim, ki sprejemajo te odločitve, to ni v interesu. In če želite biti del gibanja, o katerem sva tudi midve, kjer spreminjamo sisteme, spreminjamo svet in jih spreminjamo skozi to, da najprej prevzamemo popolno odgovornost za samega sebe, najdemo sredstva in jih investiramo v to, v kar verjamemo, potem boste mogli biti vi tisti, ki ustvarjate. Vi tisti, ki najdete stvari. Vi tisti, ki si postavite prioritete. Ne je povedala svojo zgodbo, jaz ne bom šla čez celo svojo, ampak jaz sem cel faks, poleg faksa 3 službe različne delala, zato da sem lahko financirala stvari. Jaz sem študirala v Angliji, bila sem na štipendiji, nisem imela veliko denarja, ker sploh cene v Londonu so disaster, ker sem res želela tam študirati. Sem stalno delala 4 leta. Ko sem bila na doktoratu, sem investirala preko 15 000 evrov
na plači mladega raziskovalca, ki vam lahko povem, da pri stroških v Münchnu ni zelo visoka, v to, da sem se usposobila za to, da lahko učim stvari, ki jih učim, da sem se pozdravila, da sem naredila stvari in sem bila pripravljena marsikaj žrtvovati za to. Marsikaj stran dati od stvari, ki so udobne, ker je bila to prioriteta in ker sem razumela, da če želimo mi dolgoročno udobje, moramo sprejemati neudobne odločitve. Če želimo biti zdravi, moramo si postaviti zelo jasne meje pri hrani, ki jo jemo, pri spancu, koga bomo imeli, koliko dela opravljamo, s kakšnimi ljudmi se družimo. Ne moramo imeti vsega. V angleščini si en pregovor, you can't have your cake and eat it too. Ne moš hkrati imeti torte in jo tudi pojesti. Eno ali pa drugo. In tukaj gre samo za postavljanje prioritet. In še rekla bom to, korelacija med časom in denarjem ne rabi vedno biti tam, več časa ne pomeni vedno več denarja, ampak marsikdaj pa ja, če ste vi pripravljeni investirati, da boste delali z nekom, ki je korake že prehodil, boste verjetno zelo hitreje do tja prišli. Lete sem pred kratkim stopila na svojo pot, podjetniško, nimam več redne plače, sama se preživljam vse in sem prejšnji mesec oziroma par tednov nazaj investirala dodatnih 4.000 evrov v novega učitelja, ki mi bo pomagal se premakniti naprej še hitreje. In vam lahko povem, da to so odločitve, kjer se ritnice takole stisnejo skupaj od strahu. Zaradi tega, ker ne gremo po poti udobja. Zato, ker to, da se premaknemo naprej, moramo biti mi tisti, mi tista energija, ki reče, jaz to hočem in tja grem in to mi pripada in naredil bom, kar je potrebno, da do tja pridem. Ne pa, da čakamo na svet okoli nas, da nam daje zunanja potrditev, pa da nam pove, da smo pripravljeni, pa da nam pove, da saj bojo stvari vedno v redu, ne rabiš skrbeti, država bo vedno poskrbela, ta bo poskrbel, mu poskrbel, pa smo vedno suženi nekomu drugemu. Pa nas vedno zunanje stvari kontrolirajo. Tako da, če ste pripravljeni se premakniti resnično naprej v življenju, bo treba investirati. In kakor je Neja rekla, investicija je lahko v času, investicija je lahko v denarju, investicija bo vedno v energiji, ker in čas in denar sta lahko videna kot dve vrsti energije, ki jo mi vlagamo. Tako da, ta tema jo obdelujeva zdaj za zadnje 2 live, zato ker je res pomembno razumeti, da kakor midve izjemno rade dajeva vse, kar dajeva, vsi te live, vso to znanje, vse to teme, tudi obe zelo dobro veva, da sama konsumpcija, sama poraba informacij, ki jih nekdo ven daje, brez implementacije, brez energijske izmenjave, ne more voditi do rezultatov. In zaradi tega tudi potem, ko so zdaj toliko naredile, ne bomo nadaljevali s temi live, ampak vas povabiva, da pridete delati z nama na zelo nizkocenovni možnosti. Res govorimo 10 do 20 evrov na mesec nekje in da dejansko se naučite korak po koraku implementirati te stvari, ker mora biti energijska izmenjava. Mora biti energijska izmenjava, izmenjava časa, izmenjava denarja, izmenjava vaše energije v eni obliki ali permutaciji tega. In zaradi tega morate sami res priti do tega v notranjosti. Če kjer trenutno ste, ni tam, kjer želite biti, potem bo treba energijo, čas in denar uporabiti za to, da preusmerite stvari in se začnete premikati v smer, ki vas bo pripeljala do tja, kamor želite iti. Ja, super, ja, točno to. Ali je omenila neudobje. Neudobje nastane samo zato, ker je naš ego navajen določenih stvari. In zdaj recimo ste nekaj navajen, ne vem, piti Coca-Colo, zdaj to je ena skrajnost, a ne? Ja, kakšen mesec, 2, 3, 6 bo zelo neudoben piti vodo. Pol boste pa popili recimo po 6 mesecih Coca-Colo, boste pa začutili, da kako telo v bistvu se upira z vsemi kriplji, energija boste začutili, kako bo padla, padla bo koncentracija,
ne boste več mogli tako razmišljati, ko boste to seveda popili. Tako da je neudobje samo toliko časa, kolikor časa se ego upira. Ampak, ko mu vi daste način razmišljanja primeren, ko ga podprete s pozitivnim načinom razmišljanja, potem bo to veliko lažje. Zdaj smo glih v soboto so imele z Aljo en obred, sva eni osebi pomagali, da je začela ona prevzemati svojo vlogo kot kraljica svojega življenja in ego postavlja na svoje mesto. Ego mora poslušati. In tako, ko se boš ti odločil, tako mora potem biti in ego mora poslušati. In ego mora, kaj nisi tam vzrok, jaz bi rad pil Coca-Colo. Ti rečeš, ne, dragi moj, mi smo ploščo zamenjali, pijemo samo še vodo. Pika. Ne pijemo alkohola, ne pijemo Coca-Col, ne pijemo raznih napitkov, ki slabo vplivajo na telo, pijemo vodo. Pika. Tako da vse je odločitev. In pol mi velikokrat rečejo ljudje, ja, zdrava hrana je pa draga. Pridi na Vitalis Retreat, nauči se, kako se pripravlja hrano, in tam boš videl, kako je ta hrana preprosta in ta preprosta hrana, ampak kakovostna hrana, napolni telo z energijo, ne s prazno. No, to sva se tudi z Aljo o tem pogovarjale, pa bo verjetno to zdaj za naslednjič ostalo. Tako da naslednjič naju še prisluhnite, bova še o tej temi večkrat povedale, pa potem boste povabljeni, da se nama pridružite na najinemu masterclassu, ki bo junija enkrat, še nimava datuma, ampak pridružite se, vas že zdaj vabim, je Vitalis Retreat in zdaj bova nadaljevali v drugem okolju najina srečanja, tako kot je Alja rekla, korak po korak se naučiš implementirati to, kar sva midve zdaj govorile celo leto. Tako da, najlepša hvala in lepo se imejte. Do naslednjič. Čau, čau.